Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Komaj smo zaključili z uvodnim pomladanskim delom, skupno 19. krogom našega državnega prvenstva Lige Telemach. Že tu nov krog odpiramo 20. na koprski Bonifiki, kjer se bosta pomerila primorska rivala Koper in Primorje. Tu igrane kombinacije, Rafiju. Tu bo dovolj hiter Roger Murillo. Dobra strelska forma Kolumbica v prvem delu sezone. Dobro preigravanje. Še ena priložnost za Primorje. Šahbešir je poizkusil. Tole je zletelo mimo tesne vratnice gola. Ob tem pa je potrebno omeniti predvsem tudi to, da so Ajdovci skupaj z Muro najslabša gostujoča ekipa lige. Samo po 2 točki sta ti dve moštvi osvojili na gostovanjih. Josip Iličić pa je imel zdaj priložnost, zaključil je z levico. Ilović v prostor za Odeja. Tole je zdaj nevarno. Odej preigrava in tudi strelja. Kako malo je manjkalo, da bi Koper zdaj povedal. Zagotavlja obstanek v ligi. Prvi kot v drugem polčasu, drugi za Koper skupno. Režiser že opozarja na dobrega skakalca Filipa Damjanoviča in tole je zadetek za kopersko vodstvo. Ni sicer zadev Damjanovič, je pa zadev njegov štoperski kolega, kapetan Maj Mittendorfer, in Koper od 47. minute dalje vodi z 1-0. Če bo tale zadetek seveda obveljal, zdi se trenutno, da. Prosti strel za Primorje, razdalja je ogromna. Zavnik bo tu zagotovo skušal s podajo zaposliti kakšnega od svojih igralcev. Tole je dobra priložnost za izenačenje. 1-1 je v Kopru, strelec pa Roger Murillo. Tule poglejmo še enkrat tole utekanje prepovedanega položaja. Ni bilo, Bešir pa je potem žogo vrnil na rob 5-metrskega prostora. Murillo pa je na to z glavo žogo poslal v nebranjeni del mreže. Poizkus koprskega protinapada Odeji. Diakite, sama sta Iličić in Rimac. Tole je velika priložnost za Koper. Iličić gre sam, obramba maca na vrata, so prazna. 2-1 za Koper. Strelec je Andraž Roedl. Hiter protinapad Kopra in v 70. minuti je Koper ponovno prišel do vodstva. Ajdovci so imeli na voljo kot, potem pa sjajno izveden protinapad. Leo, čestitke za zmago danes. Niste bili sicer tako poletni kot proti Bravo, ampak vendarle je bilo dovolj za zmago. Kako bi vi danes ocenili tole srečanje? Verjetno je najbolj pomembno, da so 3 točke ostale v Kopru. Prvo hvala na čestitkah. Ja, zelo težka tekma. Nasprotnik se dobro pripravil, mi smo malo še zmatrani, ampak dobro, malo smo se razstrelali na tekmi z Bravom. To nas ni bilo tako, ampak smo se zdaj malo pošparali za Maribor. Ja, Maribor derbi v nedeljo, brez Josipa Iličića sicer, ampak zdi se, da imate dovolj dinamita tudi še na klopi. Kakšno tekmo pričakujete v Ljudskem vrtu? Ja, seveda težka tekma, težji bo, ker ni tukaj Jojeta, lažji nam je, vsem je lažji, da to kakovost normalno. Ampak dobro, kakor ste rekli, imamo na klopci dobre adute, tako da mislim, da bomo zelo konkurentni. Leo, hvala in veliko sreče. Hvala tudi. Hvala. Matic Zavnik na koncu poraz v Kopru z 2-1, ampak glede na to, kako je Koper deloval v prvem krogu te pomladi, danes še zdaleč niso bili tako poletni, očitno ste se dobro pripravili. Na koncu sicer poraz, ampak kako bi ocenili današnji tale za vas uvodni dvoboj v tem drugem delu sezone? Ja, mislim, da dokaj dobra prva tekma za nas, sicer ja, negativen rezultat, ampak smo odigrali zelo solidno tekmo. Koper je tudi na visokem nivoju, kar so dokazali prejšnjo tekmo, in ja, mislim, da smo se dobro na njih pripravili, tudi jim dobro konkurirali. Malo je zmanjkalo mogoče v napadu, ampak sem siguren, da če bomo tako nadaljevali, da bomo šli samo na gor.
No in prva naslednja priložnost že ob koncu tedna, ko v Ajdovščino prihaja Bravo, kaj pričakujete? Ja, sigurno bo še ena trda tekma. Vemo, da je Bravo zelo kakovosten nasprotnik, kljub prejšnjemu porazu so zelo čvrsta ekipa, tudi taktično zelo dobri, tako da ena dobra tekma, no, sigurno. Najlepša hvala za pogovor in veliko sreče. Hvala. Zoran Zeljković, čestitke za zmago, ampak videti je bilo danes, da se je bilo še precej bolj potrebno potruditi za zmago proti dobri ekipi Primorja, ampak v bistvu nekaj, kar ste že sami na nek način napovedovali. Kako ste videli tekmo? Ja, tako kot ste rekli, to smo pričakovali, vedeli smo, da bo igrali po domač povedano moško, agresivno. Oni so statistično najbolj agresivna ekipa v ligi, tako da mi smo se na to pripravili, ampak vseeno slabo odigrali prvi polčas, nismo izkoriščali nekih prostorov, ki smo si jih želeli, ampak v drugem polčasu se mi zdi, da je bilo veliko bolje, imeli tudi za zaključiti tekmo, ampak na koncu pa ja, mislim vseeno, da zaslužena zmaga, saj smo si po mojem mišljenju vseeno pripravili več zrelih priložnosti in nismo bili pa tudi najbolj sveži. Tako da ja, še ena pomembna zmaga in gremo naprej. Rekli ste, da na nek način konja, ki zmaguje, se ne menja, ampak zdaj boste nekaj morali zamenjati, kajti Josip Iličić ima kartone in ga ne bo v nedeljo na derbiju v Mariboru. Kaj lahko pričakujemo, kaj si lahko obetamo od tega derbija? Ja, moram ga vprašati, če je bilo to za nalaž. On je igral v Mariboru, mogoče noče igrati proti svojim. Hecam se, ja, sem žalosten, ker sem zvedel to, ampak sem že rekel pred začetkom sezone, da imamo poduplirane pozicije, bo probal igralec, ki bo na njegovem mestu probal izkoristiti svojo priložnost. Najlepša hvala za pogovor in veliko sreče. Hvala tudi vam. Milan Željković, kar nekako bom rekel že zlajnana zgodba te sezone Primorja. Dobra igra, pa ni točk, tudi danes ne v tem primeru, ampak verjetno se boste strinjali, saj nekako dober temelj, kar se igre tiče za nadaljevanje sezone, najbrž pa je nekoliko teže sprejeti tale poraz danes. Ja, zelo težko sprejeti poraz, ampak nimamo okej, to je sestavni del igre. Se strinjam, tako kot ste rekli, v tej sezoni kažemo solidne igre, lahko še boljše in bomo tudi bili boljši. Ne nagradi nas zaenkrat, nimamo okej, moramo ustrajati pri tem, delati in mislim, da bo na koncu nas pač tudi nagradili. Zdaj vas čaka že v soboto nova priložnost za točke, prihaja Bravo, mislim, da brez Žana Beširja, da boste nekoliko oslabljeni, če sem videl prav, ima kartone, pa vendarle nekoliko ste okrepili ekipo, kaj lahko pričakujemo proti Bravo? Tako je, ja, zaradi tega smo tudi okrepili ekipo, da imamo poduplirane pozicije. Pričakujemo borbeno, dobro igro, čvrsto, energično, tako kot je bila tudi današnja in bomo videli, kaj bo na koncu. Najlepša hvala. Hvala vam.